zemljo. S tem je počastil njeno zgodovino in pravzaprav aj ni. Dal je. Povsod je tako delal, tu sem pa dan iz diskretnosti, imaš prav, ampak jo je poljubil, ni pokleknil, hvala za dopolnilo. Ampak s tem je počastil slovensko zgodovino in vso deželo. Potem pa se je odpravil k Mariji Pomahne na Brezje in s tem pokazal, da je Marijino materinstvo pravzaprav pred petrinsko službo. Apostoli so bili poklicani v svojo službo šele 30 let potem, ko je devica Nazareška izrekla svojo privolitev in se je cerkev v njej že v popolni in idealni obliki naselila. In kadarkoli je ves Marijin prišel, je najprej stopil v Marijino šolo, da bi tam se naučil, kako ona poslušati, premišljevati Božjo besedo in jo potem s očetovsko oblastjo in avtoriteto tudi oznanjati. Ob tem prvem papežem obisku mi je gospod Načkov Šušter rekel, naj napišem neko knjigo o pomenu petrinske službe, to sem tudi naredil in ker je imel papež takrat 18. maja rojstni dan, sem mu en izvod poklonil in za drugega prosil, da se mi podpiše. In je to tudi storil in je to tudi objavljeno. Potem še ena majhna povezava, ko je bil na Brezjah in tam molil, sem želel to sliko izbrati za svojo poljsko knjigo Teologija iz Sventošč, ki je išla v Lublinu, kjer je tudi on prej poučeval Karl Vojtiva. Zdaj še par vtisov, kako sem ga večkrat doživljal, ne samo pri velikih bogoslužjih našivati, ampak tudi v njegovi zasebni kapeli, ko smo se shajali člani mednarodne teološke komisije s gospodom kardinalom Ratzingerjem. Smo prišli o 6:30 v njegovo kapelo, že v Alpah, on pa je tam na klečavniku premišljeval in meditiral pred Najsvetejšim. In mi smo pol ure bili kot miške tiho in se pripravljali na mašo. Opazil pa sem tako na slonjalu njegovega sedeža, klečavnika, da je bil pelikanu podoben in takrat me je prevzelo. Pelikan je puščavska ptica, ki s svojim drobovjem nahrani mladiče, ker tam pač ni druge hrane, če je stiska. Tako se je tudi on na svojem klečavniku in z vsem svojim pastirskim delovanjem ves použival in razdajal skupaj z evharističnim Kristusom. In potem je rekel, Laudetur Jezus Kristus, je vstal, tajnik mu je dal plašč in potem je navadno maševal brez pridihanja, ampak njegovo kontemplativno, zbrano, poglobljeno obhajanje Evharistije je bila pravzaprav najmočnejša pridiga. Ves dan smo bili vsi pod tem vtisom, kako je maševal. In potem vidimo, kje je bil tisti globok studenec njegove povezanosti z Bogom, da je potem tako sproščeno in da je osvajajoče vodil tudi velika bogoslužja in slovesnosti. Tako končam in željo, da bi oba papeža svetnika, ki sta obiskala Slovenijo, ki sta rekla, Janez je rekel, da bi papež ima vas rad in Bog blagoslovi Slovenijo, da bi oba prosila za našo domovino, za vse njene prebivalce in seveda tudi za vse Slovence po svetu. Hvala lepa. Se je med tem mogoče komu porodilo kakšno vprašanje, za katerega izmed naših gostov? Najbrž so bili tako izčrpni, pred nami so pa tudi knjige, ki jih bomo z veseljem prebirali, tako da bi jaz ta formalni del zaključila. Seveda ste povabljeni vsi, da se še zadržite tukaj, bomo potem poskrbeli v duhu Janeza 23. sedaj, če to drži, ali pa ne še tudi za kakšno kapljico. Vas pa obenem tudi vabim na molitveno bdenje pred kanonizacijo, ki ga družina pripravlja skupaj z Radiem Ognjiščem in svetiščem svetega Jožefa, in sicer v soboto med 19. in 22. uro. Ob 9. bo tudi slovesno somaševanje, ki ga bo vodil škof dr. Jožef Smej. Obe knjigi sta tudi danes na voljo po posebni ceni v naši knjigarni. Še enkrat res iskrena hvala vam, dragi gostje, in vsem vam, ki ste si vzeli čas in danes prišli sem k nam. Hvala.